Dobrodošli v prostorih občine Slovenske Konjice, kjer na petek 12. z odprtjem razstave Roberta Zupanca obeležujemo 15. oktober, Mednarodni dan bele palice in drugo obletnico delovanja Društva Neža. V uvodu nas je z pesmijo za prijatelje Andreja Šifrerja pozdravil kitarist Gašper Kušer, dijak Gimnazije Slovenske Konjice ter član Društva Neža. Dajmo še en velik aplavz za čudoviti glasno. Poseben pozdrav namenjam Miranu Gorinčku, županu občine Slovenske Konjice. Gospe Nadi Močenik, predsednici Društva Neža. Umetniku, današnjemu avtorju razstave Robertu Zupancu in seveda vsem vam spoštovani. Hude okvare vida ima v Republiki Sloveniji okoli 10.000 ljudi, resnejše pa okoli 40.000. V društvo je na nivoju Republike Slovenije vključeno 4.000 ljudi, na nivoju občine Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje pa 200 ljudi. V svetu ta številka presega 300 milijonov. Današnji cilj prireditve in počastitve druge obletnice dela in življenja Društva Neža in praznovanja Mednarodnega dne bele palice je, da okolje prepozna, da med nami in v našem okolju žive ljudje z okvaro vida, prepozna njihove potrebe in odpravlja ovire, ki slepim in slabovidnim onemogočajo samostojno gibanje, varnost in neodvisnost. Seveda vsi verjamemo, da nam bo skupnimi močmi in tudi razumevanjem lokalne skupnosti to zagotovo uspelo. Za uvodni pozdrav ob Mednarodnem dnevu bele palice predajam besedo županu občine Slovenske Konjice, Miranu Gorinčku. Spoštovani gospe in gospodje, pozdravljeni v tem lepem petkovem sončnem dopoldnevu, tukaj v prostorih, občinskih prostorih, kjer se redko kdaj zbere toliko ljudi dobre volje ob istem trenutku na istem mestu. Vse veste, ponavadi ljudje, ko pridejo semkaj, vedno iščejo neko korist zase in takrat so nekako nestrpni, bi radi čim prej prišli do tistega, kar si želijo. Danes ste pa zbrani vsi drugi, tisti, ki iščete oporo v družbi, da lahko živite kolikor toliko normalno življenje med nami. In izjemno sem vesel, da smo v zadnjih nekaj letih, recimo temu 20 letih, kot družba napredovali v miselnosti, da najdemo prostor za vse, tudi tiste, ki potrebujejo nekaj več pozornosti, da se lahko dobro počutijo. In tudi danes se moram posebej zahvaliti predsednici Društva Neža, in pa naši predsednici Sveta za invalide, kajti že od leta 2011 se naša lokalna skupnost ponaša s to listino občina po meri invalidov. In pred dnevi smo imeli tudi en izjemno lep dogodek, ki je marsikoga ganil predstavitev tistih, ki svoj dan preživijo v varstveno-delovnem centru, ko so nam ti zaupali vsak svojo zgodbo. In praviloma sem vesel zaradi tega, ker tisti ljudje, ki potrebujejo nekaj več, so izjemno zadovoljni takrat, ko z majhnimi koraki napredujejo vsak svojim življenjem in kot se večkrat rečem, da smo mi tudi lahko veseli, da so dobrodošli, da ste vsi dobrodošli med nami in da nekako nikogar ne rinemo nekam na obrobje. Iskrene čestitke ob svetovnem dnevu bele palice, mimogrede, jaz mislim, da isti dan praznuje tudi kmetice po vsem svetu. Sami dobri ljudje na istem mestu, tako da se lahko veselimo naše skupne prihodnosti.
Čestitke pa tudi avtorju, gospodu Robertu, za tole čudovite stvaritve in ko je pred dnevi gospa Heda Vidmar-Šala bom tole obrišala, jaz kar nisem mogel verjeti, ko mi je povedala, kdo je avtor. Iskrene čestitke in sledim vaših naslednjih razstav. Kadarkoli se lahko, seveda tudi ste dobrodošli na našem hodniku, v vseh naših prostorih, javnih prostorih, da bi čim več ljudi videlo vaše delo, vaše zadovoljstvo in se ob tem tudi včasih zamislilo nad razlogi svojega nezadovoljstva. V spomin na današnji dogodek, na tole odprtje razstave vaših del, vam poklanjam tole brošurico, na katero smo Konjičani ponosni, to je Konjice 870 let prve pisne omembe. Tako kot smo Konjičani ponosni na našo zgodovino, tako ste tudi vi lahko ponosni na vaše delo in predvsem pa na vaše razumevanje življenja. Iskrene čestitke in se veselim prihodnjih del. Robert Zupanec. Ko človek misli, da ga že razume in pozna, vedno znova preseneti. Že v rani mladosti ga je navduševala umetnost in ljubezen do umetnosti. Predvsem skulpture nenavadnih oblik ter slike na platnu z izvirnimi motivi so mu burile domišljijo. Osrednja tema njegovega ustvarjanja je posvečena figuraliki in abstrakciji. Izražanje emocij, kot so veselje, žalost, strah, upanje in predvsem želja živeti, se odraža na vseh njegovih platnih. Svoj likovni izraz nenehno bogati z lastnim raziskovanjem. Barve so močne, žive in energične. Njihov ples je nekakšna harmonija kaosa. Posluša sebe in svoje srce. V vsakem njegovem delu je del njega. Zanima ga mentalna in intuitivna plat človeka. Zaveda se, da je življenje pot, ki je včasih posuta s trnjem. Preizkusil je že različne tehnike, ostaja pa nekako zvest akril splešu kot izraznemu sredstvu. Živi in ustvarja v Rogaški Slatini. Redno razstavlja po Sloveniji in Hrvaškem. Danes, na naše veliko veselje, pa je tukaj. Robert Zupanc, predajam vam besedo in vas prosim za kratko predstavitev namena razstave. Najprej lepo pozdravljeni vsi skupaj. Hvala za besedo. Moram se zahvaliti najprej gospe predsednici društva, gospe Nadi in društvu, da me je povabilo k sodelovanju, da smo lahko postavili danes to razstavo. In seveda tudi zahvala gospodu županu in občini Slovenske Konjice, da je omogočila ta prostor, da danes razstavljamo v tem čudoviti stavbi in prelepem hodniku. Mogoče par besed o mojem ustvarjanju. V zadnjih 2 letih sem začel bolj sistematično in intenzivno razstavljati in ustvarjati, tako da je že to danes moja 13. samostojna razstava po Sloveniji in Hrvaški. Trenutno imam tudi, se moram pohvaliti, istočasno še zdaj v eno pomembno razstavo v eni zelo znani galeriji v Italiji, v Vicenci. Tam je razstavljenih 30 slik. Danes konkretno sem pa za to razstavo izbral namensko več reliefnih slik, torej da lahko tudi vsi člani društva, ki slabše vidijo ali sploh ne vidijo, da dobijo nek poseben občutek te tretje dimenzije slike, da mogoče tudi se lahko malo dotaknejo in na ta način si ustvarjajo svojo sliko v njihovih mislih. Kaj bi še mogel? Hotel sem še danes poudariti eno stvar, v bistvu, da
Jaz tudi sem član tega društva, imam že 17-18 let težjo okvaro vidnega polja zaradi bolezni glavkom. In ker sem imel že 30 let, nekako me spremlja ta volja in želja, da bi ustvarjal in delal skulpture in slike, sem tudi premagal z močno voljo in energijo po ustvarjanju in željo predvsem, da sem začel, da sem se lotil, resnično uživam v tem in hočem povedati, da tudi vsi ostali, ki imate težave z vidom, se lahko niste s tem omejeni na način, da ne bi mogli ustvarjati, da se ne bi mogli lotiti stvari, ki vas veselijo v življenju. In vas vabim, torej ne vam bom jaz mogoče nek zgled ali dober primer prakse, kakorkoli želite, da se to da in da to ni v umetnosti, ni meja in torej, če imate željo, lahko ustvarjate in delate in vas vabim, da začnete živeti življenje tudi s temi omejitvami, ki jih imamo in treba živeti naprej. Z polno mero ljubezni predvsem in življenjske energije. Hvala, da ste me povabili, hvala, da ste prišli danes in vas vabim, da si ogledate moje slike. Če pa kjerga kaj konkretno zanima, pa se lahko z mano pogovori in uživam. Sledi glasbeni predah, prisluhnimo Gašperju Kučarju in 20 ljubicam Adija Smolarja. Dan bele palice, je prav, da povemo nekaj o tem koristnem in nadvse pomembnem pripomočku slepih in slabovidnih. V svetu je bela palica postala simbol slepote. Osebam z okvaro vida zagotavlja varno hojo, saj za njeno uporabo prepoznajo strukturo tal, spletine in objekte v okolju. Za ljudi, ki jih oseba srečuje, pa je palica najočitnejši znak, da je njen lastnik slep ali slaboviden in ima zato posebne potrebe in pravice. Kljub temu pa je potrebno opozoriti na še en socialni vidik uporabe bele palice. Za marsikaterega slepega ali slabovidnega bela palica pomeni stigmatizacijo in občutek vzbujanja pomilovanja v okolici. Zato bi bilo o prazniku bele palice potrebno opozoriti tudi na to, kakšna čustva vzbuja v uporabnikih in tudi v okolici. Bela palica bo dosegla svojo polno uporabnost takrat, ko se bo okolje toliko ozavestilo, da se bo prilagodilo tudi slepim in slabovidnim osebam in bodo hkrati uporabniki bele palice socialno odgovorno vključeni v družbo v smislu aktivnosti, dela in ne le zahtev. Takrat bo bela palica res pripomoček in ne tudi zunanji znak za invalidnost in drugačnost. Evropska unija je v sklopu projekta Erasmus+ financirala mednarodno kampanjo A Ball for All ali Žoga za vse. Kampanjo izvaja nevladna organizacija v Grčiji, ki je za posredovanje informacij in širjenje informacij v Sloveniji pooblastila Mladinski klub Dravinjska dolina. Vabim vodjo Mladinskega centra Dravinjske doline, Karmen Kukovič, da preda Žogi in Nado Močenik, predsednico društva Neža, da prevzame mini nogometni žogi, ki bosta ljudi z okvaro vida razveseljevali pri igri. Izvolite.
popravek dala. Eno žogo imamo danes čast predati in sicer zato, ker smo ravno danes dobili tudi iz osnovne šole v Drevinji informacijo, da bi žoga prišla prav tudi njim, tako da gre ena na osnovno šolo v Drevinji, ena gre vašemu društvu, ena gre pa na osnovno šolo v Parku. In zelo ponosni smo, da lahko predamo to žogo in upamo, da bo na obraze pričarala še kakšen nasmeh več. Hvala. In hvala za to zvenečo žogo, kajti zveneča žoga je simbol žoge za slepe in slabovidne. Mi jo bomo koristno uporabili in upam, da nam bo vsem malo pripomogla k še lepši postavi. Hvala še. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, v veselje in ponos mi je, da delamo in živimo v tej lepi in prijazni občini, tu v objemu Konjiške gore in v lepotah vinorodnih gričev, ob šepetanju tisočletnih zgodb kulturno in zgodovinsko bogatega mesta. O vsebini današnjega praznovanja je bilo že veliko povedanega, zato meni ostane najprijetnejša dolžnost, da se vsem, ki ste nam današnjo prireditev omogočili, najlepše zahvalim. Vso zahvalo za vso pomoč gre seveda občini Slovenske Konjice, županu Miranu Gorinšku, sodelavci, direktorici občinske uprave Bredi Obrez Preskar, gospe Lidiji Pratnemer, predsednici Sveta za invalide, seveda avtorju razstave gospodu Robiju Zupancu, gospe Smiljani Sirc-Vipotnik in strokovni vodji razstave gospe Hedviki Vidmar Šalamon. Prav tako se zahvaljujemo podpredsedniku Društva Neža, gospodu Jožetu Fidršku, za vso pomoč, vsem predstavnikom invalidskih organizacij in društev in vodji mladinskega centra Karmen Kukovič. Radi rečemo, na mladih svet stoji. V našem društvu to tudi dokazujemo, saj je virtuoz Gašper Kušer in napovedovalec Aleksander Kolar to, kar trdimo. Brez gospe Jerneje Ristič-Levert pa naše prireditve ne bi bile tako zanimive, kot jih poznamo. Zahvaljujemo se vam, gospa Jerneja. Hvala tudi prisotnim medijem, vsem vam prisotnim, ki ste se danes odzvali v tako velikem številu in si vzeli čas, da spremljate naše delo, naša prizadevanja za lepše in boljše življenje vseh oseb z okvaro vida. Seveda pa brez pridnih in ustvarjalnih rok naših članic, gospe Ide, gospe Jelke, gospe Cvetke, ne bi bilo možnega iskrenega klepeta in druženja v sproščenih odkrivanjih, radosti sobivanja, v povezanosti ob kavici, pecivu, obogatenih zgodbami življenja, ki nagovarjajo s hvaležnostjo za vse, s čimer smo se dotaknili vaših src in čutov. Zadovoljno in optimistično zremo in delamo že v 3. leto, ker smo prepričani, da nam stojite ob strani, kajti le skupaj bomo zmogli premagati ovire. Ob tej zahvali pa obveščamo vse, ki imate težave z vidom, da nas obiščete v naši pisarni tukaj na Starem trgu 31, vsak prvi ponedeljek popoldan in vsako 3. sredo v mesecu dopoldan. Še enkrat hvala vsem in vsakomu posebej ter vabljeni v sejno sobo, da se malo podružimo. Hvala predsednici. S besedami predsednice Nade Močenik je današnja prireditev pri koncu. Razstava je v tem trenutku tudi uradno odprta. Še prej pa misel o beli palici Jelke Aristovnik. Moje oči so me zapustile, v roko so belo palico dobile. Le čemu in zakaj, saj nikoli nisem hotela imeti palica bela. Če bi ti znala govoriti, bi me znala potolažiti, mi korajžo dajati in me vedno v svoj domek varno pripeljati.